Noben državljan ni zapuščen. To je Izrael danes ponovno dokazal, ko so našli posmrtne ostanke padnega vojaka Jehuda Katza. Bil je zadnji vojak, ki je bil še vedno pogrešan po bitki pri Soltan Jakubu v prvi libanonski vojni. To je bilo pred 44 leti. Katz je izginil med spopadom s sirskimi silami v Libanonu leta 1982 skupaj z Zaharijem Balmelom in Cvijem Feldmanom, katerih posmrtne ostanke so prav tako našli v zadnjih letih. To je bila ena najdlje trajajočih odprtih ran v izraelski zgodovini pogrešanih vojakov. In danes se končno zaključuje. Za več o pomenu te najdbe, tako za družine kot za generacijo vojakov, ki so več kot 40 letja nosili spomin na Sultan Jakub, z mano je zdaj rabin Juval Čelov. Boril se je na obrobju te bitke kot namestnik poveljnika čete. Danes je direktor centra Cohar za judovsko etiko. Rabin Čelov, hvala, da ste danes z nami na i24 News. Dober večer. Ko ste slišali, da so Jehudo Katza končno našli, kaj vam je šlo skozi glavo? Kaj ta trenutek osebno pomeni za vas? Morate razumeti, da je to, ko je vojak pogrešan, najhujša situacija. Ne moram reči nič dobrega o tem. Veste, če je nekdo ranjen ali mrtev, ampak vsaj vedo, kje je. Imajo kraj, kjer lahko žalujejo, kjer lahko, izrazijo vsa svoja čustva. To, da je nekdo pogrešan, je vedno nekakšen velik vihar med upanjem, razumevanjem, nevednostjo in mislijo, da smo ga morda zapustili. Tako je, to je res najslabša situacija. Torej, prva stvar je, saj za družine, čeprav so njegovi starši umrli pred leti in tudi drugi člani družine, ampak dejstvo, da vsaj zdaj vemo in zapiramo krog, je zelo pomembno z vidika čustvene zasebnosti in življenja. Zdaj, moramo to razumeti. To ima tudi, ko ste začeli in rekli v uvodu, tudi nekaj, kar vpliva na celoten IDF, na celoten etos izraelske vojske, in to je, da nikogar ne bomo pustili za seboj. No, Katz je bil zadnji od 3 vojakov, ki so pogrešani iz Sultan Jakuba. Ta bitka je ostala odprta rana za državo 44 let. 40 letja. Je torej ta najdba pove o izraelski zavezanosti svojim vojakom tudi desetletja po koncu vojne? Mislim, da je to res zelo, zelo pomembno in prihaja iz obeh smeri. Ena je etična in vedeti moramo, da nihče, ki žrtvuje svoje življenje za rešitev države Izrael, ne bo ostal zadaj. In vedno bomo čutili, da so naši, da imamo do njega dolg, da naredimo vse, kar lahko, da ga pripeljemo nazaj, najprej živega, če pa to ni mogoče, da vseeno storimo, kar lahko, da pripeljemo njegovo telo in da bo pokopan v deželi Izrael. To je ena smer. Druga stvar je vpliv na vojake. In vojak, ko gre na bojišče, ve in od zdaj naprej, čeprav je to vedel že prej, zdaj pa je dobil še večji občutek, da ni sam, da mu stojijo ob strani celotna družba, celotna država, celotna ideja, IDF in poveljniki, da so oblasti za njim in on je pravzaprav nekakšen glasnik. In poudarjamo, da bo vojak bolj samozavesten na bojišču in bo naredil vse, kar lahko, da reši državo Izrael. No, 44 let kasneje so še vedno izraelski vojaki ta hip v južnem Libanonu. Kakšno sporočilo mislite, da danes prejemajo, če so videli novice? Upam, da družine, še posebej pilotova družina, vedo, da ga nikoli ne pozabimo. Upam, da družine res razumejo, res verjamejo in lahko zaupajo državi Izrael ter oblastem, poveljnikom, Mosadu in vsem, ki so povezani s to sveto nalogo. Da bomo naredili vse, kar lahko in kolikor lahko, in bomo predani temu, da najdemo tudi trupla vseh, ki pogrešani. Obstajajo vojaki, ki so pogrešani še iz Jomkipurske vojne in upamo, da bodo vsi identificirani, da jih bodo vsi našli
in da bodo vsi vedeli, da delamo vse, kar lahko. Kot nekdo, ki je bil tam, kaj upate? Da bodo mlajši Izraelci ali kdorkoli od naših gledalcev zdaj razumeli o sultanu Jakubu, tej bitki in možeh, ki se niso vrnili domov. To bom povedal zelo previdno. Pravzaprav je šlo za nekakšno zasedo, v katero nas je sirska vojska dejansko ujela. Mislim, da smo bili preveč ponosni nase in smo se imeli za prevelike frajerje, in res smo naleteli na zasedo, in prepozno smo ugotovili, da smo naredili veliko napako. To so res vojaki, ki so bili na bojišču, junaki. Govorim o mladem poveljniku Idi in vseh drugih vojakih, ki so resnični junaki. Po drugi strani pa je bil to neuspeh. In ko imaš madež neuspeha 44 let, dejstvo je, da se bo zgodba zaključila. In to je konec te zgodbe. Mislim, da je zelo pomembno, da razumemo, da nam včasih ne uspe. In včasih nam ne uspe opraviti svoje naloge. Biti moramo dovolj pogumni, da popravimo vse, kar lahko. In Seveda. kaj storiti naslednjič? Pomembno sporočilo, saj se ta zgodba danes zaključuje. Rabi Juval Šilom, hvala, da ste bili z nami.